Vsi smo se že kdaj prepirali s svojimi starši, kaj ne? On je odrasel moški, star 35 let. In ko vam povem, da je bil ta oče naveličan sinovih norči, je to morda premalo rečeno. Dobesedno sem spal. No, zdaj si buden, pejdi ven, aretiran si. Potem pa kar iz nič prileti kladivo. Krvadi. Ne vem, s čim me je udaril. Razčlenjujemo prepir med očetom in sinom, ki je tega osumljenca pripeljal do napadalnega vedenja. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Okoli 6:45 zjutraj so policisti iz Barbertona poslani na dom na Charlesovi aveniji, potem ko oče prijavi, da ga je odrasli sin pravkar napadel. Živa. Kje je Jakob? Jakob je to naredil, stari. Tukaj je skrito mesto. Na tej strani. Nekaj se je zgodilo. Ja, on je začel. To počne že celo noč. Začel je piti. Je nasilnež. Je nasilnež. Star je 35 let. Tega ne morem več prenašati. Policijsko poročilo je prekrilo očetovo ime, vendar pa je navedlo sina kot Jacoba Colbertsona. To je tisto, kar nadalje navaja zapisnik o incidentu. Oče z zakritim imenom je obvestil centralo, da Jakob včasih s seboj nosi sekirico, vendar ni bil prepričan, ali jo ima tudi tokrat. Policisti so prispeli na kraj dogodka in govorili z izbrisanim. Oče z zakritim imenom je povedal, da je Jakob celo noč pil alkohol in začel tolči po stenah in vratih, medtem ko sta on in njegova žena poskušala spati. Oče z zakritim imenom je povedal, da je prišel prikličje in Jakobu rekel, naj preneha z ropotanjem. Oče z zakritim imenom je povedal, da je Jakob potem, ko je njegova žena odšla v službo, prišel iz svoje spalnice, vanj vrgel skoraj prazno pročelinko piva in ga udaril po roki z neko vrsto gumijaste palice. Oče z zakritim imenom je povedal, da želi napisati izjavo o nasilju v družini zaradi Jakobovega napada nanj. Torej je rekel, da vas je udaril s palico. Ja, imel je neko gumijasto palico in bo ravno tam v roki. Ja, ne, to je sestrino jutro. Lučka se je razbila. Ali pa glas. Dvignil sem jo in rekel, da naj neha s svojim sranjem. Spustil sem jo prav tam pred njegova vrata. To je bilo potem, ko me je udaril s tisto palico. Težave. Vsakič. Vsak drugi mesec. Vsakih 2 meseca. Ko norec spet ponori. Star je 34 let. To ni služba. Ne bo odšel, poleg tega pa je alkoholik in nasilnež. Naveličan sem te stvari. Tega ne morem premakniti. Policisti so poskušali prepričati Jakoba, da pride iz svoje sobe, vendar je bila na drugi strani vrat popolna tišina. Je to njegova soba? Ja. Jakob! 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 No. Jakob! Jakob! Policija, boste odprli vrata. Ne, nočem vas. Jakob, policija, lahko odprete vrata, da se pogovorimo? Koliko ljudi je pilo? Jakob! Policisti nimajo pojma, kaj se dogaja na drugi strani, zato so še posebej previdni. Jakobov oče pravi, da ni vedel, da bi imel njegov sin kakšno strelno orožje, vendar ima nože in pogosto nosi neprebojne jopiče po hiši. Jakob, stvari so zunaj, vrata so zaklenjena od znotraj. Ja, tudi jaz tako zgledam. Jakob, odpri vrata. Ali je prinesel to iz svoje sobe, to, s čimer te je udaril? Je bilo to v njegovi sobi? Ja, no, imel je to v roki, imel je to pri gležnju, zadev me je po roki s tem. Tega nisem nikoli videl. Tiste bolne žoge za nogomet nisem nikoli videl. Odlično ogrevanje. Hej, pridi nazaj sem. Jakob, odpremo vrata. Prosim, da se lahko pogovorimo. Tako sem jezen, ta fant je pojedel sranje, se si mislil.
Težave. Daj no. Gospod, lahko pojeste tega psa. Pridi sem. Pridi sem, fant, samo ne želiš stopiti na njo. Ja, dejno, Jakob. Kdo ti je on? Tvoj sin? Kdo je on? Ti želiš podpisati izjavo? Ja. Jakob! Odprli bomo vrata! Jakob! 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 Naslanja se na vrata. Hej, odpri vrata! Jake, kaj si rekel? Kaj si rekel? Jakob, pridi ven! Kaj? Jakob, pridi ven! Jakob, saj pogovori se z mano. Policisti so pri vratih čakali še približno 10 minut, vendar Jakob še vedno noče zapustiti svoje sobe. Jakob, pridi ven! Preden bomo morali vstopiti, no daj no. Potisnili bomo vrata. Ne glede na to, ali sediš na njih ali ne, nas to ne bo ustavilo. Nočemo vsega tega početi. Raje bi, da prideš ven in se pogovoriš z nami. V tem trenutku pa ne moremo oditi. Kaj nadaljuj? Jakob! 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 Aretirani ste. Pridi ven zdaj! Aretirani ste! Pridi ven! Aretirani ste! Pridi ven! Pridi ven! Pridi ven. Si aretiran! Si aretiran, Jakob, pridi ven! Se zadržuje pri vratih. Potiska se na vrata. Nisem naredil ničesar. Ste aretirani? Aretirani ste. Pridite ven, zdaj. Ne morem, aretirani ste. No, zdaj si buden, pojdi ven, aretirani ste, pridite ven zdaj. O, sranje. Pridi. Bilo je toliko kaosa in zmede in zaradi YouTube smernic moramo malo preskočiti naprej. Toda po poročilu o incidentu je Jakob, ko je končno odprl vrata, domnevno udaril policista po glavi s kladivom. Krvavim. Ne vem, s čim me je udaril. Policisti so ga morali po poročanju celo omamiti s tejzerjem, da so mu lahko nadeli lisice. Daj to za hrbet. Tukaj, pojdi. Aretiraj me, ampak on je kje vmes, zaprl sem se v svojo sobo. Morava to opraviti. Nisem ničesar naredil. Nimam pojma, v redu, naredimo to. Vidiš tistega tipa, ki stoji tam. Ne vem, kam ne grem. Potegni roko, tukaj. Tukaj. Vidiš? Si razumel? Ja, tukaj. Dej si to na trebuh, da spraviš sranje iz mene. Poglej prste. Nosiš neprebojno čelado. Vem, kaj me je strah njega. Samo nekaj govoriti. Ne, strah me je njega. Strah me je. Jaz mislim, da je tako. Ali to vidiš? Všeč sta mi tvoj lok in puščica. To je super. Ja, uporabljam jo za lokostrelstvo. Babi. Poglej to. Mislim, da ga je nekaj zadelo. Kaj naj naredim?
Razumeš? Ne vstaneš v konci in ne piješ celo noč. Kaj? Nisem ničesar počel, oprosti. Zaudarjaš, polil je alkohol. Ne, kar naprej. Nimam ničesar razen nožev. Prekleto, kje imaš puško? Imam jo v žepu. Daj no. Ampak vseeno, nikogar ne briga. Vem. Nehaj govoriti. No, niti si svojo priložnost, da spregovoriš. Ampak me je strah. Tukaj je ogromen nož. Ja, seveda. Ste vedel? Moram te zaščititi. Zabijem te. Poskušal sem se oddaljiti od njega. V njem je videl obraz. Ja, zdiš se res nedolžen. Zaradi mene si udaril policista. Ga. S kodjom. Lahko se mi zahvališ, da si še vedno živ. Ja, Samo stopali. sedi! In pika, to je to, pika. Zadrži v glavi. Ali? Ambulance? Kar gre okoli, jaz sploh nisem tukaj. Policist, ki ga je udarilo s kladivom, je močno krvavel in so ga morali oskrbeti zaradi poškodbe glave. Mislim, da ja. Ja? Dober, Leo. Ja. Približno en palec in pol. Udarite s pravo močjo. Udaril te je s kladivom, mislim. Ne vem, bilo je temno in silili smo v sobo. Ko so se vrata odprla, me je udaril, tako da imam najina oblačila. Rekel bom, da si ti to dal. Ja, prav. Poskušam malo pritisniti, v redu je. Ne boli. Trenutno ne. Poskusi si ne prekrivati oči. To smo razumeli. Moja žena bo to oboževala. Medtem ko Jacoba prevažajo v zapor, vztraja, da ni naredil nič narobe. Razumem, nisi naredil ničesar. Nisi naredil ničesar, razumem. Bomo videli, če bo to delovalo. Srečno s tem. Ni ti žal? Ni ti žal. Ne, dejansko imamo opozorilo, da si nasilen do policistov. No, čez 10 let te bom vprašal, kako ti je ta obramba uspela. Vesela sem, da si dovolj priseben, da te lahko obtožimo za svoje kaznivo dejanje. Kaj? Priseben si. Nisi preveč pijan. Ne. To je dobro. Seveda nisem. Seveda nisem, ker sem mislil, da bom nekoga prepričal skozi pogovor v kleti. V redu. Tako. Sploh nisem bil obveščen. Dovoljeno mi je, da se branim. Tudi medtem, ko ga obdelujejo ob sprejemu, še naprej vztraja pri svojem. Lahko prosim potrpežljivo počakate? Ne morem. Ne. Stopite korak nazaj. Res ne. Pač zbudil sem se in bilo je razburjenje in nekdo je vrgel bazo vame. In poslušal sem. Ti, Stoni. Preveri moje žepe. Mislim, da ima mogoče nož v žepu. Iskren sem, samo povem. Ne slišim žive duše. Tolk sem skušal. Verjetno ne. Samo poskušal sem se vrniti na Pluton. To so samo moja gesla. In prikolico imam v njej in je kot križarjenje po zaslonu za tiskanje. Imaš nekoga, s katerim lahko greš do BGH. Kar pusti te stvari odprte. V redu.
so samo gesla. Ne, stari, ne vem. Ni osebnega dokumenta. No, sej. Ali imate obsodbe za hujša kazniva dejanja? Ste bili obtoženi kaznivih dejanj? Kaj pa družinsko nasilje, gospod? Prekršek, ja. Imaš kaj taskega? Mister. Mike. Ja, Stari. Poskušamo ugotoviti, ali imajo tvoj DNK v evidenci. V redu, prav. Kaj? Sleči tisto modro jakno. Pojdem do njega in moral te bo vzeti prstne odtise. Mislim, da ga prepričamo, da pokliče. Ja, lahko naredimo enega, In začel bom urejati papirje, da Stacy ne bo obtičala pri tem. Samo to sem hotel najti. Kakšne čevlje ima tam noter? oh, v redu. V redu. Si v redu, imaš pištolo pri sebi? V redu, ko prideš tja, odpri vrata. Ne, še jaz vzamem svojega, potem pa... Jaz te bom vodil. Samo sledi mi. V redu. Stoj tukaj in se obrni proti steni. V redu, tega ne bom naredil. Kar naprej, trgovci. Res nam je žal. Ne vem, če si dober z ljudmi. Stopi nazaj, stopi na desno. Avto bo tukaj, vse bo v redu, avto je prijetno topu, ta avto v redu. Zaradi vsakršnega koli razloga te bom prisilil, da ustaviš ta avto, prav? Medicinsko osebje ga je pregledalo in potrdilo, da je v redu. Rekli so, da ima površinsko rano na čelu in površinsko rano na prstu. Notna posteljica. Notna posteljica. Sonde sploh niso bile v njem. Jacob Culbertson je bil obtožen hudega napada, nasilja v družini in upiranja aretaciji. Prepeljali so ga v zapor, kjer še vedno trdi, da je ravnal v samoobrambi. poskusi ko sestaviti, zdi se, kot da so samo zrušili to steno. Prav, rekel sem, da nisem poskušal tega sestaviti. Zdi se, kot da so zrušili to steno. Poglej to. Ne gledam več pornografije. Naš prijatelj tukaj je udaril enega od naših policistov s tesarskim kladivom v glavo. Branil sem se. Sam povem, kaj misliš. Samo obramba človek, kot... Jaz sklicujem se na samo obrambo. Nekdo mi vrže obraz človek. Ne vem, kaj hočeš, da naredim, ampak ostani nasilen. To nismo bili mi. Ste vi razbili moja vrata? Brett. Oprosti, nisem. Vem. Samo svetoval sem, naj se ne razburjaš, to ni kraj za to. Vem. Ampak ne vem, kaj ne naredim, kot da so to ugotovili. Prav. Ne vem, kaj naj kot oseba naredim. Vzemi to naravnost v obraz. Preprosto ne morem leteti, ne morem niti hoditi. To so drugačna vrata. Lepa lizika. Prijetno. Ja, par bo je noter. Samo preveril sem, da niso njegove nože na hitro dali nazaj, tako na hitro.
Po navedbah predloga obrambe, vložene 11. marca 2026, odvetnik Jacoba Colbertsona zahteva oceno procesne sposobnosti in prištevnosti. Spletni zapisi kažejo, da je Jakob Colbertson še vedno v priporu v zaporu okrožja Samik z varščino v višini $1000. Po poročanju je veljavi prepoved približevanja, ki Jakobu preprečuje vrnitev v očetov dom, če bo izpuščen iz zapora. Hvala, ker ste spremljali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.